Lanskega oktobra sem bil v Immendingenu. To je ena majhna, pravzaprav nepomembna vasica sredi gozdov v bližini Bodenskega jezera. In tam ima Mercedes-Benz svoj testni center. In po njihovem ovalu sem se takrat vozil z avtomobilom, ki mi je dopuščal, da nisem uporabljal ne rok, ne nog. Avtomobil je vozil povsem samodejno. In to je bil serijski avtomobil, ki pa ima eno bistveno napako. Zakonodaja ga namreč ne pusti prodajati. No, na avtonomno vožnjo stopnje 3 boste morali še nekaj časa počakati. Pravijo, da vsaj do konca tega leta, ampak predvidevajte še bistveno dlje. Ampak avto, ki se je ravnokar pripeljal k nam, ima tehnologij, ki so nadvse moderne in inovativne na pretek. Razred S je recimo eden najbolj aerodinamičnih avtomobilov ta hip. 0,22 količnik zračnega upora. In prihaja priključni hibrid, ki bo zmogel kar 100 km na elektriko. Ponuja tudi zračno vrečo, čelno zračno vrečo, tudi za potnike tam zadaj. Po novem je ta kabina povsem digitalna. Merilniki tukaj pred voznikom so 3D, zanimivo pa je to, da je med njimi tukaj zgoraj kamera. Kamera, kakršno bi se želele vse učiteljice, saj preverja, ali voznik za volanom med vožnjo spi ali pa je buden. Ponavadi spimo ponoči in ponoči se pokaže ena najbolj revolucionarnih tehnologij razreda S. Gre za digitalne luči in okoliščine so prave. Prižgimo jih. No, matrične luči sploh še niso postale mainstream, torej nekaj običajnega, pa imamo že novo najboljšo tehnologijo. Osnova je ista, se pravi LED svetila, s tem imamo tukaj veliko večji nabor teh pikslov, ki jih ugašamo oziroma podžigamo in posledično je ta stvar 100-krat boljša od današnjih poznanih matričnih luči. No, 100-krat bolje, to se sliši tako zelo pavšalno, površno, ampak v resnici gre res za tehnično podprto trditev. Na 100 metrov je en piksel velikosti enih garažnih vrat, 1,70 x 2 metra pa še nekaj, s tem, da je pa danes ta digitalna luč na 100 metrov 2 x 3 cm. Se pravi, 100-krat bolj natančno. Mora pa biti jasno, ni danes poanta o tem, da po noči delamo dan. Tudi ni vprašanje, koliko daleč svetijo te luči. Lahko vam povem, da sežejo 650 metrov, to je dalj, kakor je dolga tale ravnina, ki jo bomo danes za demonstracijo uporabili. Ne, danes nas zanima, kaj se dogaja znotraj intervala teh 650 metrov. Pa postavimo zdaj vse to v eno perspektivo. Sem tukaj na prazni cesti brez motečih faktorjev. In mimo mene vozi voznik z razredom E, ki ima klasične matrične žaromete. No in kot ste videli, voznik je vozil z dolgimi lučmi, ampak mene ni zaslepil. Zato, ker je avtomobil ugasnil tisto LED diodo, ki bi svetila direktno vame. Je pa osvetlil vse ostalo okrog mene. In vse to zna tudi razred S, ampak, kot smo slišali, 100-krat bolje. In kje se ta 100-krat bolje pozna? Današnje luči omogočajo tudi kameri, da bolje vidi, ne sami. Avtomobil površino pred sabo razdeli na 1 300 000 majhnih koščkov. Na koščke v velikosti 2 x 3 cm. Se pravi, v teoriji bi lahko novi S ne zaslepil mojih oči, ampak napolno osvetlil moja usta. Seveda se sliši kot komplicirane, ampak ko gre za varnost, ni vseeno, ali se jaz po tej nočni cesti sprehajam s psom ali z mojim tamalim 4-letnikom ali pa z mojo najstniško hčerko. Boljša prepoznava je enako, boljše informacije za asistenčne sisteme in pa seveda tudi za voznikovo odločanje. Današnje luči pa so v svojem tehničnem bistvu pravi projektorji in lahko celo rišejo, projicirajo na cesto. Izdelali so celo prototipe, ki so na steno predvajali film. No, v prometu bo prišlo bolj prav, da bodo risale informacije, ki so zanimive za voznika. Se pravi, da bodo poudarile luči na semaforjih, označile pešce ob cesti, osvetlile območje zoženja ceste in podobna opozorila. Najbolj atraktivno pa je to, da lahko na cesto narišejo celo zebro. Ampak to je nemška realnost, a žal slovenska prihodnost.
Že danes pa je novi S bolj primeren za mesta, kot je bil predhodnik. Ponuja namreč obračanje vseh 4 koles, s čimer je zožal obračalni krog na raven najmanjšega Mercedesa A ali pa GLA. Tega smo preizkusili, gremo na test.